se ponovno družimo, upam, da ste lepo preživeli te praznike, ki so bili. Sedaj pa je seveda čas, da si pogledamo naše nove glasbene spremljevalce, ki se družijo z nami v teh lepih večerih. Z nami je torej Alen. Alen, pozdravljen. Lep pozdrav, Maja, čau. Sem vesela, da se ponovno druži z nami, kajti če nas spremljajo seveda sedaj gledalci, si bodo zapomnili, da enkrat si pa že bil pri nas v studiu, takrat v malce drugačni zasedbi. Ja, res je, koliko časa je to bilo, 2 leti nazaj, smo bili z Markom pa Denisom, dokler je še obstajala skupina New Game Over na obisku v vaši oddaji. Tako, New Game Over so bili časi, mi se jih verjetno spomnimo kot Game Over tudi iz mojih let, ko sem hodila na koncerte, in vesela sem, da ste to obudili takrat, sicer z tvojo pomočjo, da je lahko to spet nastalo. Kako je bilo nastopati v neki zasedbi? Dejansko je bilo super na to. Fante sem tudi jaz poslušal, ko sem bil v osnovni šoli, vse dokler niso pač nehali delati. Tako da v bistvu, ko so me poklicali, da se jim pridružim v tej neki novi zgodbi, nisem niti najmanj okleval, tako da super bilo. Sedaj pa je čas, da stopaš tudi samostojno na pot, ne? Kajti pred nekaj dnevi je šel tvoj prvi videospot, kakšni so občutki? Super so občutki, odziv je nad pričakovanji, ogledi se počasi nabirajo, odzivi so res super, tako ogromno ljudi se mi je javilo na privat, ogromno klicev sem prejel od ljudi, s katerimi se nisem videl, slišal res že od srednje šole, kar niti ni toliko malo časa, glede na to, da sem 30 že, res super, no. Nimam nobenega slabega komentarja na vse skupaj. Tudi jaz nimam nobenega slabega komentarja in da verjamem, da nobeden od naših gledalcev ne bo imel, kajti videospot je res super. Morate si ga ogledati ob koncu najinega pogovora. Naslov pa je Laži mi. Malo več mi povej morda o tem. Ja, v bistvu pesem govori o fantu, o tem primeru o meni, glede na to, da jo jaz prepevam, ampak ni pesem resnična, no, v bistvu je nekaj časa stala v predalu, preden je prišla v moje roke. Govori o tem, kako pač ta določen fant hrepeni po stari ljubezni in bi pač vse dal, da se mu ona vrne, pa čeprav na ta način, da mu laže, da ga ima še vedno rada in tako naprej, ne. Drugače je pa delo portoroškega avtorja Željka Hrkaloviča, s katerim sva se spoznala lani poleti in se v bistvu hitro dogovorila za sodelovanje. Ste pa tudi posneli, nekje sem videla tudi ob morju, so mi bile znane ulice, kje pa je drugače potekalo snemanje? Ja, snemanje videospota je potekalo v mojem domačem kraju v Kopru večinoma. En kadar imamo na Socerbu, na gradu gor, kjer je zelo lep razgled na Trst. Tako da v bistvu sem hotel, glede na to, da je moj prvi projekt, da zajamem pač tudi svoj domači kraj. Kdo pa ti je pomagal pri sestavi tega videospota? Ja, za videospot je odgovoren Jan Vaukman, Vauks. Glavni vlogi poleg mene sta odigrala Bojan Tepič in njegova v bistvu partnerka tudi v resničnem življenju, Mirjana Šarac. V pomoč nam je bila tudi Tjaša Koren za make-up. Tako da v bistvu je to Skupnimi močmi. V bistvu smo vsi prijatelji, mislim, jaz sem prijatelj z vsemi njimi, oni se do zdaj niso poznali, tako da sem v bistvu izkoristil vse prijateljske vezi, da sem tale projekt izpeljal, tako kar se videospota tiče kot pesmi. No, to pa je odlično, da imaš v prijateljskem krogu tako talentirane izvajalce, ki ti lahko pri tem pomagajo. A tudi v nadaljnje razmišljaš kaj, da bi posnel še kakšen videospot, morda s pomočjo prijateljev? Ja, ziher. Mislim, glede na to, da je res lep odziv in da so sami pozitivni komentarji, bom zgodbo za drug komad, kateri sem že v bistvu vokale posnel, bom delal po mojem kar z isto ekipo. Zdaj razmišljam, kako bi sestavil zgodbo, da bi mogoče lahko celo igralca vključil noter, da bi bilo kakor neka saga, ki se nadaljuje, kot je navada v filmih. Če pa ne bo šlo nič na silo, pač verjamem, da bo vse tako, kot mora biti. Pa lahko spet pričakujemo kakšne ljubezenske tematike v tebe? Ja, mislim, da bo moja celotna kariera, vsaj kar se mojih planov tiče, slonela na takšni ljubezenski tematiki, pač stili se bojo menjali, malo bo, mislim, tale druga pesem bo malo hitrejša, kakor je tale Laži mi. In definitivno, no, sem večni romantik in mislim, da bom
vse življenje prepeval o ljubezni. Super, meni se zdi res to krasna tematika za glasbo, pa sploh, da se lahko malo poistovetijo tudi marsikateri izmed nas, tako da res super in pa držim pesti za mnogo uspelih projektov tudi naprej. Hvala. Sedaj pa je morda čas, da se predstaviš tistim, ki te danes morda prvič vidijo, kako si v bistvu stopil v te glasbene vode. Ja, v bistvu je to precej dolga zgodba, ampak če teh 30 let strnem v eno mini zgodbico, je tako, da sem v bistvu začel prepevati že v mali šoli, pred prvim razredom osnovne, v pevskem zboru, na kar sem to pač v bistvu podaljšal v celotno osnovno šolo, kjer sem bil dejansko edini fant v skupini 13-14 punc. S tem pevskim zborom smo se udeleževali tudi različnih revij za pevske zbore, potem pa v bistvu, ko sem šel v srednjo šolo, nisem imel več nikjer prostora, da bi se tako pojavljal, in sem dejansko 2-3 leta do 17. nisem v bistvu nič pel. Potem je pa bilo eno spletno tekmovanje pevcev, kjer sem se prijavil in prišel do samega finala. Pol sem pa šel v eno oddajo, prav tako na Štajerskem, kjer sem dejansko osvojil drugo mesto. Zatem sem pol sam sebi rekel, da v bistvu najbrž nekaj je na tem in da se splača pač truditi. Tako da sem dejansko vztrajal na več teritorijih, šel sem tudi v Srbijo, kjer sem se poskušal, pa tudi na Nizozemskem sem bil na enem tekmovanju. Pol sem pa v bistvu, medtem ko sem bil na Nizozemskem, dobil klic od Marka pa Denisa in takrat se je to leta 2013 z njima začelo. Delali smo v 2 terminih, prvi je trajal leto, potem smo skoraj malo obupali, ker smo mogoče pričakovali malo boljši odziv, ampak smo se po določenem času odločili pač, da bomo delali zase in dejansko so na koncu to tudi prepoznali poslušalci in nam je v drugo pač ratalo, da smo delovali 4. Super. Kako pa je bilo nastopati na tujih trgih? Verjetno je malce drugače kot tukaj pri nas. Je malce drugače, itak pač trema je bila prisotna tako ali drugače. V bistvu jaz sem velik, kako bi rekel, veliko tremo sem imel vse do trenutka, dokler nisem z Markom in Denisom začel delati, tako da mi je to vedno bila neka težavica, ki se nisem mogel nikakor losati. Pa čeprav sem skozi govoril, kao nimaš treme, ga je bilo treba pač pet, sem jo vedno imel, ampak z njima sem pol to pač nekako se znebil, ker smo imeli res nastope v velikih diskotekah, kjer ni bilo prostora za tako tremo in sem moral dati res vse od sebe, tako da sem v bistvu jima res hvaležen, da sem se tega znebil in treme dejansko več ne obstaja v moji enciklopediji. Super, me veseli, da si res tako osvojil te naše odre in pa upam, da te bomo kar se da pogosto tudi videli tukaj pri nas, da boš spet začel in pa nastopal morda s kakšnimi novimi tvojimi komadi. Hvala, tudi sam se veselim in upam, da bo temu tako. Bomo videli, kaj nam bo prinesel čas. Mi držimo pesti. Lahko pa omenim, da si sicer iz kar precej glasbene družine izhajaš, kaj ne? Ja, res je, v bistvu sem jaz že 3. generacija, katera se dejansko ukvarja z glasbo. Moj dedi je začel še v prostorih nekdanje Jugoslavije, pol pa je to šlo na mojega očeta in strica. Stric je v bistvu naredil malo bolj glasno kariero, pač prepoznavno, oče je zdaj na stara leta, mu nekaj začelo dogajati spet. Jaz, moj brat, oba se ukvarjava s tem, brat bolj amatersko, če lahko temu tako rečem, čeprav mislim, da bi bil počasi čas, da se tudi on pokaže ljudem, ampak ja, izgleda pa, da bo to se še generacije, da se bo nadaljevale. Imam sina 3 leta starega in tudi on kaže velik interes za glasbo. To si sedaj predstavljam, te vaše praznike, da so kar v glasbenem vzdušju. Mora biti kar zanimivo. Ja, res je. Ravno zdaj za veliko noč je bilo kar malo preglasno, čeprav smo omejili. Seveda smo ukrepe spoštovali, ker nas je dejansko znotraj družine ravno toliko odrasti, koliko je bilo dovoljeno, ampak 3 kitare pa 3 vokali, tako da je bilo kar pestro. Imate že domačo glasbeno zasedbo? Ja, v bistvu res. Za nobeno žurko fešto ne rabimo najemati glasbenikov, ker sami poskrbimo za to.
Super, mora biti kar pestro, predvsem sedaj, ko so ti ukrepi, da pa vi vendarle lahko imate še domače koncerte, tako da res super. To je pa res. Povej mi, kakšni so kaj plani za naprej? Morda zdaj je prvi videospot, ta se je nekako prebrodil v višave, moram reči, da v parih dneh kar nekaj ogledov. Kako pa si sedaj začrtal tvojo pot? Ja, res je. Če se lahko vrnem na to, kar si imela za oglede, za prvi videospot, glede na to, da je to moj prvi samostojen projekt in da me ljudje dejansko tako kot solo artista ne poznajo, ampak zgolj kot del pač New Game Over, sem kar presenečen, kako raste. Za naprej pa pač v planu imam zdaj še nekaj časa promovirati ta videospot za pesem Laži mi, da bi pač prišel do čim več ljudi. Potem pa, kot sem napovedal, poleti planiram pač še drugo pesem izdati in potem pred božičnimi prazniki še eno in to je po mojem za to leto to, kaj bo potem naslednje leto, bomo pa planirali proti koncu tega leta. Super, to se že veselim, kaj to pomeni, da se ponovno vidimo, morda takrat že res v studiu, tako da držim pesti tudi za to. Bi pa vprašala, kaj tvoji nastopi preko Facebooka, kaj ti morda pa kdo še izmed vas gledalcev ne ve, da pa Alen si pa začel ravno tam s tvojimi videi in pa coverji in pa glasbenimi željami. Ja, dejansko sta me na ta način tudi Mark in Denis našla. To se je začelo že ful časa nazaj in zdaj, ko včasih pogledam kakšen od teh posnetkov, mi je kar malo nerodno. Dejansko se je začelo tako, da sem izpolnjeval glasbene želje ljudem, predvsem ženskam, in se je ta stvar ful hitro razširila. V enem trenutku vem, da sem imel okrog 200 naročil in itak, da nisem mogel vsega izpolniti, ne. In tako sta me ona dva našla in potem pač ni bilo več časa toliko za to. Pol se spomnim, da sem enkrat celo spet hotel oživeti zadevo, ampak sem videl, da me veseli, ampak da sem nekako prerastel to, ne. Tako da v bistvu nedolgo nazaj sem šel in sem brisal te posnetke, ker če bi danes videl, bi bilo res nerodno. Tako da zdaj tega več dejansko ni. Tu pa tam objavim kakšen cover na Facebook, Instagram, čisto da ljudje vejo, da še obstajam in to je to. Mislim, da ti ne rabi biti za nič nerodno, kajti vsi rastemo in pa se razvijamo, tako kot si prej rekel, prva je bila trema, sedaj ni. Nekako normalno je, da se tudi glas razvil in pa res verjamem, da bo pri tebi šlo vse navzgor, kajti vidi se, da to počneš s srcem in ti res želim uspešno kariero. Mislim, da si se našel in to se tudi čuti pri tvojih skladbah, tako da držim pesti, kaj naj druga rečem, da se ponovno vidimo, če ne drugače v oddaji ali pa na kakšnem koncertu. Ja, hvala ti. Dejansko sem res rabil veliko časa, da sem se našel v samem smislu glasbenega stila, ker sem dejansko ful skakal iz enega žanra in stila na drugi in sem s to pesmijo pač ugotovil, kaj dejansko najraje pojem, kaj mi najbolj paše, tako da zdaj nadaljujem v tej smeri in ne bo več preskakovanja na druge žanre in pač jezike, stile in tako naprej. Slovenščina in tale je stil, kjer ga pač uporabljam zdaj in to je to. Torej ostaja zvest sam sebi in pa res čestitke. Hvala. Sedaj pa je čas, mislim, da sva naredila takšno reklamo za tale tvoj spot, da si ga ljudje že res hočejo po moje pogledati, predvsem zato, ker je nekje na obali. Jaz mislim, da komaj čakamo, da bomo lahko odšli tudi tja in pa pogledali, kje si ga dejansko posnel, pa šli na kakšen sladoled. Tako da, Alen, jaz se ti zahvaljujem za tole družbo, dragi gledalci in pa gledalke, poglejmo si videospot Laži mi od Alena, potem pa ga malce prečekirajte tudi na Facebooku, če bo objavil kakšne nove novičke v kakšnem novem spotu, ali pa ga malo pocukajte, mogoče pa vam izpolni kakšno glasbeno željo. No, Maja, hvala za povabilo. Upam, da naslednjič, ko se bomo videli, da bo to v studiu in kot si rekla, vabljeni vsi si pogledati videospot in obiskati moje profile na socialnih omrežjih. Hvala lepa in pa poglejmo si videospot Alena Hasa Laži mi.